Kako gledate na umetne oploditve? Je šla medicina tukaj predaleč? In ali je po vašem mnenju cerkev prestroga, ker ima do tega postopka zadržke? Jaz mislim, da je težko ne imeti zadržkov. Ne? Mislim, da tukaj je namreč, veste, že to, da se praktično zmeraj ustvari več zarodkov, kot jih lahko potem ženska sprejme vase in donosi. Ne? Torej bo nekaj zarodkov treba žrtvovati. Že to je, mislim, že psihološki problem, če ne kaj drugega, kaj več. Ne? Je pa seveda tudi moralni problem. No, to so skušali z različnimi ukrepi število teh zmanjšati. Kar se je dogajalo na začetku, je bilo res hudo. Moram reči, da sem bil na nekem simpoziju, ki ga je organiziral Svet Evrope o teh vprašanjih. Med drugim so tam govorili o fetalni redukciji, tako so temu rekli. In takrat so zelo veliko oplojenih jajčec ostavili naenkrat ženski. So bile potem mnogoplodne nosečnosti, tudi po 6 in mogoče so več plodov se je razvijalo hkrati in seveda ti bi imeli vsi slabo možnost preživetja. Zato so se odločili in so delali selektivne abortuse, kar pomeni, da so jih recimo od 6 so jih 4 ali 5 pokončali in je potem ženska donosila samo enega. No, to je bilo marsikomu popolnoma nesprejemljivo, ampak takrat, ko se je to dogajalo, to ni bilo enoglasno obsojeno. Ne? V Ljubljani so zelo kmalu začeli zelo paziti, da so res minimalno število teh embrijev in vitro ustvarili in še to poskušali z naravnim ciklusom, tako da to ni bilo, veste, ni bilo nič drugega storjenega, kot da se samo obšlo neke naravne ovire na ta način, da je ta oploditev bila zunaj telesa, vse ostalo je bilo pa pravzaprav naravno. K temu je nekaj naših zdravnikov odlično pripomoglo in uživajo velik ugled v svetu zaradi tega. No, seveda pa je še zmeraj tukaj veliko ljudi, ki mislijo, da je bilo treba to popolnoma odpreti. In tukaj jaz vidim velik problem. Velik problem v tem, da mislijo, da je predvsem treba ugoditi potencialnim staršem, za otroka in pa ni nič mar. Otrok pa bo že kako. No in tako je, veste, bila slovita razprava o oplojevanju samskih žensk, proti katerim se je izrekla stroka in medicinska etika. Ampak tukaj so bili, moram reči, grdi tile politiki, ki so bili na nasprotnem bregu, ker sploh ni šlo za samske ženske, ampak za ženske brez partnerja. In naš argument, zakaj ne omogočati tega, je bil ta, da ne moramo že v izhodišču prihodnega otroka prikrajšati za enega roditelja.
Pa so rekli, ja, se takih primerov nešteto. To je res, ampak a bomo potem zato, ker je nešteto nesreč, bomo še mi delali nesreče? Ne, to je argument, ki ne zdrži.